Najprej začnemo s poroko. Kakšni so bili občutki? Se ne zanima. Jaz sem bil, moram priznati, toliko živčen kot še nikoli do zdaj. To so bili res taki, ne bom rekel težki trenutki, so bili lepi trenutki, ampak sem bil res noro živčen. Tako da sem do zadnjega se tresel, pa ko je prišla po stopnicah dol, sem bil pa razbremenjen, se pravi, vse je bilo lažje, malo je popustila ta živčnost, tako da so mi tudi dali taki lepi občutki, bi lahko rekel. Drugi del medenega tedna pa mogoče ni šlo čisto po planu. Prišlo je do rahlih nesoglasij. Ugotavljala sva tudi, saj jaz sem pri sebi pogotovo, da mogoče ni toliko skupnih lastnosti, skupne vizije, skupnega razmišljanja, kot si na začetku zdel. Pa sva pa mogoče to majhen z rezervo vzela vse skupaj. Sanela? Prvi 3 dnevi mojih očeh so izgledali super, brez karkoli, da je bilo narobe, potem pa 4. dan pa je bilo. Tako, koliko ste pa komunicirala o tem? Se pravi, odkrito med sabo, ste se potem pogovorila? Jaz bi rekel, da sva čisto premalo komunicirala. Tudi jaz prevzemam odgovornost za to, ker bi mogel dati pobudo in pač pristopiti, začeti pogovor, tudi če je bilo težko. Skratka, ja, premalo je bilo nekega pogovora in tistega kontakta, da bi sploh lahko lepo začela znova. Na začetku vsi hočemo skozi sebe pokazati samo v dobri luči. Pa kaj enkrat mehurček poč, pa se pa sprostimo, pa smo malo taki, kot smo. In zdaj sta se tako super pohvalila, da vaja moram prav pohvaliti, da vaja moramo, no, verjetno. In izgledata super in sta super in imata res ogromno enih skupnih vrednot. Dajte povedati 1 ali pa 2 lastnosti, ki imata dobra, ki vidite na drugmu, da so dobre. Kaj je Sanela tebi všeč? Komunikativen, družaben, sproščen. Evo, 3 bom rekla, ki so mi padle. Pa dobro zgleda, ne? Ja, no, ja, evo, dobro izgled, ja. Nisem, tako da to je bil tisti glaven moj pogoj tudi, tako da to je bil tisto kljukico, okej, dihaj. Ja, jaz bi rekel pa, da je Sanela spoštljiva, tako odprta oseba. Tudi mi pa všeč ta komunikativna zgovornost. Pač veliko raje imam to pri ženski, kot pa da je mirna, mogoče ima pri vase zaprta. Dobro zgleda, ne? Ja, je lepa, ja. Odlično. Ne vem, če ste opazila, ampak tista zadeva, ki v tem trenutku tudi tišči naprej, tista zadeva, ki vleče naprej in ki jo imata oba skupno, je to, da oba stremita k osebnostni rasti, ker oba stremita k temu, da premagata ovire, s katerimi se soočita in da se naučita te ovire premagovati tudi prihodnje. Najprej bo Andraž nam razložil, kako se je odločil. Mislim, da sem se prav odločil, zelo rad bi pač prepustil še možnost, da se še bolj spoznava, predvsem res pustimo čas v čas, da vidimo, kako najboljše, da ne preveč ne. Lepo, bravo, se veselimo, ostaja. Super. Kaj praviš, Sanela, si presenečena? Ne, tako 50-50, brez pričakovanj prišla, tako da ja, vse sprejmem, karkoli bi bilo. V glavnem, ja, bili so vzponi, bili so padci, ampak na koncu, ko potegnem črto, veliko sem že pridobila iz dobrih in slabih trenutkov in komaj čakam, da vidim, kaj vse še nas čaka, ostaja. Bravo, super. Odlično. Fokusirajte na dobre stvari drug na drugmu. Mogoče zvečer, ko se usedete, preden greste spat ali karkoli boste počela, dajte drug drugmu povedati 3 lepe stvari, ki jih je tisti dan naredil. Če imamo fokus na dobre stvari, pa so tiste v ospredju, če imamo fokus na slabih, pa so pa tiste. Pa boste drug teden povedali, kako bo šlo. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Hvala.